Vox Hermes, študentski podcasti, ki za vas predstavljajo vse o skrbi za zdravje, aktualnih dogodkih in napredkih v medicini. Vsi vemo, da lahko telesna aktivnost zmanjša tveganje razvoja marsikatere bolezni, saj ima pozitiven vpliv na praktično vse dele našega telesa. Vpliv ukvarjanja z različnimi športi na mišice nam je precej znan, manj pa vemo o njihovem vplivu na sklepe. Zaradi tega smo se o tem pogovarjali s specialistom ortopedije, dr. Blažem Mavčičem. Če primerjamo mišico, pri kateri je za rast potrebna določena obremenitev, ali velja tudi za sklepe podobno, se pravi, se kost in sklepni hrustanec fiziološko prilagajata na povečano obremenitev? Kost in hrustanec sta bistveno različni tkivi. Kost se sestoji iz tkiva, ki se sproti obnavlja in ima celice za razgradnjo in sprotno nalaganje nove kosti. Tako da za kost velja, da večje mehanske obremenitve prispevajo k njeni večji tvorbi in tudi posledično večji trdnosti. Temu rečemo Wolfov zakon. Hrustanec pa je drugačno tkivo. Hrustanec ni prekrvljeno tkivo, ampak se napaja z viskoelastičnim stiskanjem in difuzijo hranilnih snovi iz sinovialne tekočine. Kadar pa je hrustanec preveč obremenjen, takrat nastane degeneracija hrustanca. Tako da z preobremenjevanjem hrustanca ne bomo dosegli koristnih učinkov, ampak kvečjemu nasprotno. To velja tudi za sklepe? Tako, to velja zlasti za sklepe, seveda pa popolna imobilizacija ali pa primer paraplegičnih pacientov pa vodi v tudi bolj zgodnjo degeneracijo. Skratka, fiziološke redne obremenitve so koristne, prekomerne obremenitve za hrustanec niso koristne. Obstajajo kakšni napotki, koliko in kakšno naj bi bilo priporočljivo gibanje na teden, da bo imelo pozitiven vpliv na sklepe? Večinoma pri zdravju ljudi kosti in sklepi niso tista tkiva, ki bi bila najbolj odvisna od gibanja, oziroma imajo dosti rezerve. Tudi po daljšem negibanju se hitro spet vzpostavi funkcionalnost teh tkiv. V splošnem pa velja, da bi seveda vsak dan vsaj pol ure aktivnega gibanja oziroma v enem tednu vsaj 75 minut zelo intenzivne vadbe ali pa 120 minut manj intenzivne vadbe, recimo sprehod, bilo koristno. Ja. Pri ljudeh je tako, da sami sklepi ne bodo tako hitro propadli, tudi če jih malo zanemarjamo. Tisto, kar mi opažamo, je, da ljudje, ki so manj telesno aktivni, najbolj pridobijo na teži. In ta povečana telesna teža je tista, ki prispeva k degeneraciji sklepov. Druga stvar, ki se je pa tudi pokazala ravno konec 20. stoletja, začetek 21. stoletja, so pa nefiziološke obremenitve. Ta epidemija športa, če te lahko temu rečemo, zahteve, da vsak mladostnik trenira v vsakem klubu, zahteve, da mlade punce skačijo skoke v daljavo z smučami, je prispevalo k temu, da ima povprečen mladostnik in povprečno odrasel več poškodb do svojega 50. leta, kot jih je imel njegov prednik, ki je samo na polju delal 8 ur na dan ali več. No, to ste že malo omenili, ampak zagotovo pa obstaja neka meja, ko vpliv povečane obremenitve postane škodljiva, postane že preobremenitev. Kaj se dogaja s kostjo in sklepom, če sta dalj časa preobremenjena? Na hrustancu ob preobremenitvah najprej pride do zmehčanja, nato do razpokanja. Če se ta proces nadaljuje, če se ne ustavi, potem dejansko nastanejo okvare, rečemo hondralne lezije, okvare hrustanca, ki si jih lahko predstavljamo kot odprtino v poškodovani preprogi. Ko pa ta proces čez dolga leta napreduje, in ta napredovanje je odvisno od deloma genetike, deloma fizičnih obremenitev takega človeka, deloma pa od pridruženih bolezni, zlasti revmatskih, pa s časoma se stanjša in obrabi celotna preproga.
Temu bi pa lahko rekli osteoartroza sklepa, se pravi uničenje, zmehčanje, degeneracija hrustanca po celotnem sklepu. Namenoma se izogibam besedi obraba, ki se sicer pogosto v ljudskem jeziku uporablja, zato ker ta beseda daje misliti, da smo preveč uporabljali sklepe. Je pa pravzaprav več v mikropoškodbah, teh večjih poškodbah in v genetiki. Tako da sama raba sklepov ni glavni krivec, oziroma ne svetujemo ležati na kavču doma z zastegnjenimi koleni, ampak tudi ljudem, ki že imajo degeneracijo hrustanca, svetujemo zmerne obremenitve v razbremenjenih položajih. Kakšni znaki se pojavijo, ko je nek sklep preveč podvržen obremenitvi oziroma degenerativno spremenjen? Torej, okvara hrustanca sama po sebi ne boli, ne, ker hrustanec ni živčno tkivo, pač pa boli ponavadi najprej sinovija. Neka okvara hrustanca povzroči otekanje v sklepu in zaradi tega otekanja lahko pride tudi do hipertrofije sinovialne vojnice in tam začne najprej boleti. To so te začetne okvare hrustanca pri mlajših ljudeh, pri športnikih. Z leti, ko pride do degeneracije hrustanca v smislu osteoartroze, prizadetosti celotnega sklepa, pa je pravzaprav znak, da koleno začne tudi bolj pogosto otekati, da po daljši neaktivnosti otrdi, da ga je treba razgibati, ko recimo vstanemo po dolgotrajnem sedenju, da je malo zatrjen sklep. V napredovalih fazah pa se seveda potem tudi bolečina pojavi in pa omejena gibljivost, tako nekako v tem vrstnem redu. Ima na prilagajanje in posledice kakšen vpliv, kako hitro se povečuje obremenitev? Recimo, če nekdo že zelo dolgo ni telovadil, so lahko kakšne bistvene razlike pri vplivu na sklepe, če začne naenkrat z velikimi napori ali pa če veča obremenitev postopoma. Tisto, na kar lahko bistveno z vadbo vplivamo, so elastičnost obsklepnih tkiv in elastičnost ter tudi zmogljivost mišic. V tem smislu trening pri človeku, ki dolgo ni telovadil ali pa ni zadosti pripravljen na nek šport, lahko poveča tveganje za mikrotravme ali celo take makrotravme oziroma večje poškodbe. Če vzamem za primer smučanje, nekdo, ki gre nenatreniran smučati, bo hitreje si v narekovaju malo zvil koleno ali pa utrpel neko večjo poškodbo. Človek, ki se je prej sistematično pripravljal, krepil mišice in raztegoval vezi, bo lažje kontroliral tiste neobvladovane gibe, pri katerih se spuščamo po hribu navzdol. V tem smislu je priprava koristna, da stabiliziramo sklep z obsklepnimi tkivi. Tudi pri ljudeh po zvinu gležnja, na primer, je prva fizioterapija usmerjena v stabilizacijo gležnja, v krepitev mišic ob sklepu. Za samo vadbo ne moremo direktno vplivati na ligamente ali pa na hrustanec. Omenili ste smučanje, kaj pa na primer pri hoji navzdol, recimo v hribih? Velikokrat slišimo, da ima lahko negativne učinke na sklepe. Zanima me, na katere sklepe vpliva, kaj so lahko posledice in zakaj. Pri hoji navzdol po hribu prihajamo v situacijo, ko pravzaprav bremzamo z celim telesom, to kinetično energijo telesa, ki se potencialna energija pretvarja v kinetično, predvsem naša kolena in stopala ustavljajo to stanje. To je približno ekvivalentno doskoku, se pravi, če bi dolgo časa doskakovali. In v tem položaju najbolj trpi pogačica v sprednjem delu kolena, in pa začnemo tudi po daljših doskokih v tem smislu čutiti stopala spredaj, čutiti, če je naša obutev neoptimalna. Zato se za razbremenitev sklepov pri takšnih aktivnostih svetuje uporaba pohodnih palic, uporaba čevljev, zlasti planinskih čevljev, ali pa pohodnih čevljev, ki so dovolj široki, imajo dovolj prostora za prste, ko se ob večurni hoji stopala neizogibno malo otečejo, se razširijo. Če imamo ozko obutev, nas po tolikih urah začne potem boleti. In pa zelo pomembno je, da so podplati takšne obutve debeli, neupogljivi. Noter je že dobro, da je čevelj mehak, ampak od spodaj podplat mora biti pa čim bolj tak, da zaščiti naša stopala pred temi mehanskimi udarci. Ta mit ali pa prepričanje, da je bosa hoja koristna, seveda velja
glede na to, po kateri podlagi se gibljemo. Ampak, naprimer, 3-urna hoja na kočo pri Triglavskih jezerih po enem kamnitem gruščevju zagotovo ni dobra za bosa stopala, ne. Ta priporočila so tudi za mlajše verjetno relevantna? Tako, zelo odvisno je od tega, koliko smo pripravljeni, koliko imamo udobno to obutev, ampak ne glede na starost, bomo prej začutili težave, ker so take obremenitve pravzaprav ne fiziološke ali pa nadfiziološke. Ja. So kakšne razlike med športi glede nevarnosti za sklepe, pri katerih bi morali biti športniki še posebej pozorni? Največja obremenitev za sklepe zgornjih udov so pri kontaktnih športih z žogo. Pravi, tam, kjer nam lahko žoga prileti v prste, v roke. To bi bila naprimer odbojka, košarka. Do neke mere tudi tenis ali badminton, če so neki zelo sunkoviti gibi, kar se rame tiče. Za spodnje ude pa so najbolj rizični gibi, kjer imamo sunkovite skoke, odrive do skoke in spet možnost kontakta z drugimi soigralci. To bi bil pa najbolj izrazit šport v to smer, rizičen bi bila košarka, mogoče manj izrazito tenis, ker sicer lahko imamo sunkovite gibe, ampak jih sami kontroliramo, ni direktnega naleta. Zato je pri vseh teh športih prej naštetih zelo pomembno ogrevanje in raztezanje. Tudi seveda športni trenerji že to ugotavljajo, poudarjajo, da se ogrevanju in raztezanju posveča veliko več časa kot včasih, tudi že pri najmlajših. Celo se spet navezujem na te športne klube in mladostnike, ki vsi so ali pa ki imajo morda preširoko dostopnost do teh klubov. Zakaj? Zato, ker nismo vsi enako narejeni, niso vse naše konstitucije, naših sklepov enako narejene za vse športe. Obstajajo ljudje, ki imajo idealno konstitucijo za košarko in ljudje, ki jo nimajo. Pri takih klubih so se že pojavljale težave, da so bile pogoste poškodbe sprednjih križnih vezi, poškodbe meniskusov, in to pri mladostnikih starih 13-14 let, ki sicer niso imeli neke ambicije, da bi žrtvovali svoje življenje za šport. V tem smislu se zadnje čase bolj poudarja ne samo dodatna zdravstvena zavarovanja za kurativo tovrstnih poškodb, ampak predvsem velik poudarek na preventivi takšnih poškodb. Tukaj pa je veliko na zavedanju trenerjev in samih otrok, da bi preprečili take okvare. Ena najpogostejših prostočasnih dejavnosti je zagotovo tek. Bi lahko mogoče na konkretnem primeru teka pojasnili, kakšen vpliv ima povečanje obremenitve, redno ukvarjanje in obutev na posameznikove sklepe? Tek je, kar se sklepov kolka in kolena tiče, je manj obremenjujoč šport. Največ težav utegnejo športniki čutiti na stopalih in to v tesni povezavi z obutvijo. Poleg tega je treba poudariti, da morebitne manjše asimetrije telesa, naprimer manjša razlika v dolžini spodnjih udov, ki jo ima do 1 centimetra skoraj šestina populacije, pri hoji na krajše razdalje človeka ne bo motila oziroma jo sploh ne bo opazil, na kolesu jo tudi ne bo opazil, pri hoji v hribe, ker tudi se prestopamo iz ene na drugo skalo, tega ne bo opazil, ampak pri maratonu po ravnem trdem terenu pa bo to po 10-20 km opazil. Pravi, zelo pomembno je, da ima tak športnik optimalno urejeno in simetrijo telesa, ki jo pač v manjši meri je treba s kirurškimi posegi, v večini primerov pa samo s primernimi poviški reševati, da ima ustrezno obutev, ki ima dovolj visoko peto, se pravi, da ima za doskok dovolj dober amortizer zadnjega dela stopala, in pa da ima v sprednjem delu stopala dovolj širok čevelj z zadostnim prostorom za prste. Ena od pogostih težav tekačev je tudi sindrom traktusa iliotibialisa, pogosto povezan z neko konstitucijo povečane pronacije stopal pri teku. Spet neka lastnost, ki je deloma povezana z konstitucijo človeka in na kratke razdalje človek sploh ne bi opazil, če ne bi po 20 km ga začelo boleti na zunanji strani kolen. Zelo tako, se pravi, preobremenitveno. Bistveno tukaj je primerno raztezanje, primerne ogrevalne vaje in primerna obutev in tudi podlaga za ta šport. Oziroma, drugače povedano,
športnik mora poslušati svoje telo in potem, če zelo dobro opiše te simptome, mu bodo tudi strokovnjaki, pa niti ne ortopedski kirurgi, ampak pravzaprav bolj strokovnjaki za obutev stopala, mogoče specialisti fizikalne rehabilitacijske medicine in športni trenerji pravilno svetovali. Za zdravljenje mišične preobremenjenosti se v zadnjem času pojavlja vodna vadba. Ali obstaja kakšna pomembna razlika v vplivu na sklepe med izvajanjem vadbe na kopnem in v vodi, recimo v bazenu? Ja, že modrosti starih narodov v antiki so bile, da toplice ugodno delujejo na sklepne težave. To so čisto empirično ugotovili. Voda ima, bi rekli, trojen pozitiven učinek lahko na bolezni sklepov. Pri akutnih poškodbah ali akutnih vnetjih sklepov bo hladna voda zmanjšala simptome vnetja, pri kroničnih degenerativnih spremembah topla voda prispeva k zmanjšanju simptomov, naprimer osteoartroze. Tretji učinek vode pa je v tem, da postavi sklepe in spodnje ude v razbremenjen položaj. To pomeni, da ljudem, ki jim je vadba v pogojih običajne težnosti prenaporna ali preboleča, če jih postavimo v bazen, jim s tem razbremenimo sklepe in bo razgibavanje hitreje steklo. Vse to je tudi logika tako imenovane hidrogimnastike in pa zdravljenja v naravnih zdraviliščih. Tako da ti učinki vode so pomembni, je pa zelo pomembno, seveda, da vemo, kaj je namen takšne vadbe. Včasih se mogoče pripisuje temu prevelik pomen oziroma je morda navaja pacienta k neki pasivnosti, češ jaz bom šel v bazen in tam bodo z mano naredili čudeže. Ne, bistveno je, da pacient razume, kaj mora on sam delati, z vodo mu pa pomagamo, da bo v tem okolju to lažje dosegel. Če bo pa samo ležal na robu bazena in nič gibal, pa tudi s to fizioterapevti ne bo dosegel nekega efekta. Kaj pa savne, imajo kakšen vpliv? Savne bi imele bolj vpliv na srčno-žilni sistem. Na same sklepe, mislim, da kakšnega, razen toplote, razen toplote, jaz mislim, da to toploto lahko dobimo tudi z termoforjem ali pa z neko bolj iradiacijo na infrardečo lučjo. Mislim, da sama savna prav za sklepe ne bo imela nekega posebnega učinka. Vedno bolj postajajo popularni tudi fitnesi in vadba z utežmi, pri čemer so v ospredju ponavadi sicer mišice. Bi se morali pri tem zavedati kakšne nevarnosti oziroma priporočil v zvezi s sklepi? Glede sklepov na spodnjih udih bi bila samo ena vaja malo bolj rizična, to je iztegovanje kolena proti uporu. Se pravi, ekvivalent vstajanja iz počepa ali pa v horizontalni ravnini potiskanje uteži v stran. To je lahko zelo obremenjujoče za koleno, zlasti za sprednji del kolena, pogačico. Na zgornjih udih so seveda lahko problemi v nekih preobremenitvah rame. Ali pa je ramenski sklep tisti, ki največ mehanskih obremenitev nosi, če dvigujemo uteži ali pa k sebi vlečemo uteži. Prednost fitnesa je pa v tem, da lahko ga izvajamo sede. To se pravi, da večino teh vaj se vendarle izvaja v nekih razbremenjenih položajih in v zelo počasnih gibih. To pa je za sklepe načeloma ugodno. Celo ljudje, ki imajo določeno že okvaro ali degeneracijo sklepa, se lahko prilagodijo, da si višino položaja tega sklepa postavijo v tisti optimalen, neboleč položaj. Tako da v tem smislu je zaradi samih sklepov ni toliko težava, kot bolj zaradi morda mišic. Tudi mislim, da večina teh okvar preobremenitve v fitnesu se bo bolj pokazala na mišicah, kot pa na sklepih. Kako pa je s hrbtenico? Hrbtenica je pa kompleksno področje telesa, ker ima veliko sklepov. To se pravi, nas že samo en obolel sklep lahko stalno opominja, če imamo pa degeneracijo ali pa okvaro večjih sklepov, je pa takih točk več. Pri hrbtenici je bistveno, da se izogibamo skrajnim gibom, se pravi in skrajnemu predklonu in skrajni ekstenziji. Običajno lahko pri sedenju na fitnesu dosežemo neko optimalen položaj telesa, lahko ali pa zelo pripomorejo k temu tudi posebni nasloni oziroma sedala.
tako da bi lahko z primerno nastavitvijo stola in naslona tudi človek z težavami hrbtenice izvajal vaje v počasnem ritmu in poslušal svoje telo, da ga seveda ne boli. Pomembno je pa, da se izogibamo dvigovanju z naprej sklonjeno hrbtenico, to je dvigovanje bremen v takem položaju zelo rizično. In pa pomembno, da seveda v primeru, da po vadbi čutimo večjo bolečnost v hrbtenici, da zmanjšamo obremenitve tudi v smislu dvigovanja oziroma kilaže, ki jo športnik dviguje. Za konec pa bi vas vprašal še za kakšen nasvet, kako ukrepati v situaciji, ko ugotovimo, da je nek sklep že obrabljen zaradi športne aktivnosti. So tu pomembne predvsem sprememba aktivnosti, torej sprememba športa ali bolj kakšen medicinski pristop? Torej, na prvem mestu je to, da se uredi obutev, da se uredi opora, ne, to se pravi na daljše razdalje, rečemo pohodne palice, pri ljudeh, ki imajo že neko obrabo, okvaro sklepa. Drugače pa ključ do športne aktivnosti pri takšnih ljudeh je razgibavanje, razbremenjeno. Ti dve besedi. Razgibavanje, razbremenjeno. Skušamo najti položaj, bodisi na kolesu, bodisi pri plavanju, bodisi veslanje, bodisi trenažer, kjer teža celotnega telesa ne bo obremenjevala sklepov. Da imamo nek naslon, kjer potem lahko razgibljamo sklep razbremenjeno in na primeru otečenega kolena, tudi pacient, ki ima že otečeno koleno zaradi osteoartroze, bo ugotovil, da če vozi kolo, če razgibava koleno v topli vodi, se mu simptomi osteoartroze zmanjšajo. V tem smislu je potem koristno in tudi svetujemo, da določene športe še naprej izvaja, seveda glede na svoje zmožnosti. Celo, če rečem, predstavim skrajne primere, celo paraplegiki, celo ljudje z amputacijami ali ljudje z tumorskimi endoprotezami spodnjih udov tudi sodelujejo na paraolimpijskih igrah. Seveda, če imajo pač v preostalih delih telesa nimajo hude okvare. Tako da za vsako še tako hudo okvaro se najde en šport. Še bolj pomembno je pa poleg športa poudariti tudi pomen prehrane. Velikokrat vidimo paciente z preobilno telesno težo, ki nam v ambulantah jamrajo v smislu, ne morem shujšati, ker me boli koleno. In naš odgovor je, da tudi paraplegiki, tudi tetraplegiki, ki so priklenjeni na posteljo, morajo dobiti primerno prehrano svoji bolezni, ker če bodo prekomerno težki, bo njihova situacija samo še težja. In tudi poudarjamo, da recimo človek z zmerno obrabo kolen, ki bi znižal iz 130 kg na 80 kg svojo težo, bi s temi istimi koleni bistveno manj trpel. In to jim skušamo nekako predočiti. Skratka, okvara kolen ni izgovor, da se ne bi ukvarjali s športom, predvsem pa ni izgovor, da ne bi z skrbno prehrano znižali teže in s tem tudi prispevali k zmanjšanju simptomatike že obrabljenih sklepov. Hvala vam za zelo zanimiv pogovor. Našim poslušalcem se zahvaljujem za spremljanje in vas vabim, da si ogledate tudi druge videe na našem kanalu, do nekaterih lahko dostopate prek linkov v opisu. Vabim vas tudi, da lajkate, šerate in se naročite na naš kanal, ter si tako zagotovite, da nobenega našega videa ne boste zamudili, nam pa boste omogočili nadaljevanje dela tudi v prihodnosti. Hvala za ogled, se vidimo naslednjič.